Družba, en lep pozdrav. Evo, spet smo v akciji in spet letiva proti morskih krajih, obalnih, tam, kjer res raj na zemlji in tam, kjer se dogaja najlepše stvari. Ajtko? Seveda. Dober tek. Pa še za pestenco sem dobil. Koliko? A dobil si za pestenco? Ja, na patroli dobil za pestenco, kaj ideje dalajo. V glavnem, da skočimo na tematiko. Danes se odvija zgodba, da midva letiva na Krk. Iz Krka, v bistvu ne, po Krku bova tam najdla eno novo plažo. Ja, spet na Krk. Pa da najdeva eno plažo, samo da bo šlo v drugo smer. Da nova hodila kaj na najine kotičke, ki skozi hodva, bova naredila kontra in pičiva in najdeva nekaj čisto na divje. Zdaj povej, kva imava sabo. Natovorila sva se tako norca, ampak na lažji način. Zdaj ima v bistvu prikolico za vodni skuter. Pa imava še šarpuno za sabo. To bova videla ribe zna. Ja, mečkam bova probala še s podvodnim ribolovom. Ribolova z obale, v bistvu skopanega, potapljanje. Najbolj bo pa to, da v bistvu predstavlja kemping prikolico za vodni skuter. Ki je prišla direktno z Avstralije in je fenomenalna. Tako da 200 litrška torba na prikolici za kampiranje, en kup ene robe sem noter naložila, čeprav gre sam prespet danes za eno noč, bova pokazala kar nekaj takih zanimivih stvari. V glavnem, ostanite na kanalu, ne hodite delati, ker se bo dogajalo. Štartala smo zjutraj, zato da bo čim delno. Tako, evo, in akcija. Ja, Krški most. Ja, Krški most. Jetski launching je v teku. Je na jetu. Pripela sva najino kemp prikolico. Kako se ti zdi mali? Na vodi, prikolica na vodi. Evo, tole je zdaj pripet na takale bungee gume se pripne od spodaj na tele nosilce, vidiš? Takole? Bo. Zdaj gre pa še po tole torbo tukajle. 200 litrška nepremočljiva borša, ki se pripne direkt na tole gor. Drugače moraš uporabljati sicer... Bomo dali mogoče link od spodaj. Mogoče. Tukajle, tale košara je sicer, se ne bi smeli uporabljati s to košaro, ampak bo moral testirati, da vidi, kako to funkcionira. Kako veš, da se ne bi smeli? Ja, tako pravi. Tako da, gremo narediti prvi jetski trip in enodnevni oddih na divje. Evo, borša 200 litrška. Takole. Fekno. A je nepremočljiva? Malo lepe že tele, da se opnejo. Sploh ne rabiš nobenih gurtan, pa nič, ampak samo takole posnem pine, da se to vidi, takole sam zahaklaš noter. Malo moraš sicer jih razmontirati. Takole caka, ga našponaš, še drugega. Evo, naložena kot še nikoli v bistvu. Poglej zdaj to zgodbo. Glej to, jet je naložen za enodnevni izlet, tako noro, da je to res napolno, a ne? Harpuna, palce, podmetalka,
šotor, vse iznoter, vse je noter za kampirati. Trenutno so ga naložila po moje. A veste, da je to dejansko za surferje rešvati? Ja, tale stvarca, v bistvu tukaj ta platforma, tale je v bistvu je tako, to je jet ski camping trailer, ali pa imaš v bistvu za rešvati v bistvu tile surferje, no, v bistvu surferje imajo po Avstraliji za rešvati s tem, ampak eni pa uporabljamo tole za kampiranje. In tole zdaj je čist nova dimenzija kampiranja. Čist nova, češ iz trgovine, prvič jo uporabljava. Čist nova, ampak mi da postavljava zdaj nove dimenzije jetski kampiranja. Še enkrat ponovim, če te slučajno poznam. In zdaj le postavljava nove dimenzije jetski kampiranja, ki lahko naložiš noter robe, kukar češ. Ajde mali skoč gor, da vidim kako izgleda. Tle gor, tamle pojdi gor sosit. Tle gor na platforma, pa povej kakšen je občutek. Dobro je. Dobro, ne? Bo pa jo tam odpela, pa malo počelirala lahko na njej. Ne bo jo odpenjala, ki jo je ful težko prpeti. Za prpet pa rabaš bule. Ja. V glavnem poženemo. Ajde. A ti bo odnesel? Evo, mi smo skozi za Afnarijo, a ne? Evo ga, prim se. Evo. Zdaj gremo pa na ta pravo jetski kampiranje na divje. Jaz ne moram verjeti, da se res z jetom lahko narediš takole ta pravo ekspedicijo kampiranja na divje. Jaz nisem vedel, da iz jeta lahko narediš avto. Ne, to je cel avto, dom ali. To je nova dimenzija jetski kampiranja. Draga družba moja, to je nova dimenzija jetski kampiranja. Kaj boš skočil? Ja. Kam boš skočil? Kje? Ajde, skoč, 3, 4, zdaj! Ne, me da pusti! Prim se! In gremo! Ali to je en vesele? Adi! Kaj je? Taran, tararan! Mislim, da sva našla plažo za spanje. Ful lepa je voda. Voda je pa nerealno lepa. Tako da zdaj mora Zan še najdeti, da bo lepo postavila šotor pa vse skupaj. In nič, izkrcavanje v teku. Pokaževa tudi vodo, evo, pokaževa. Adi ena pojenka. Škaj je ne, tale plaža tukaj en kup enih takih plažic majhnih, res zasebnih, meni je to ful všeč, ne. Le voda je pa turkizna. Voda je pa turkizna. Voda je pa res nerealno lepa, no. Evo, jaz skačem. Evo, Sidu Lančing Čau. in skač. A pripeljam ti bližne. Ne, ni Sidu Lančing, ampak je zdaj že dispečing ali pa.
Landing, Sidu landing je to, ne launching, sem se malo zmotil. Tako da landamo nad plažo, zelo, zelo pazljiv sem spet, da nam, a ne na basu. In to je to. Evo, vse kamni so lepi, gladki. Tako da smo v akciji, bi lahko človek rekel. In to je to. Zdaj pa tukaj mi do vse znosila gor na tole plažo. Upam, da ni ježal. Ni ježal. Ni ježal. To je sreča, ker se res lepo vidi. Ker nazadnje, a ne, v prejšnjem videu lahko pogledate, ker sem bil pa dol v Šibeniku na divje, tam je bilo pa ježal nerealno. Evo, družba Jet oziroma vsa roba iz vodnega skuterja je tamle na plaži in je izkrcan v nulo. Zdaj pa sledi v bistvu postopek mooringa pa sidranja, a ne, se pravi zdaj vse več ljudi mi je pisalo, so me sprašvali, kako ga v bistvu prav sidrati, a ne. Narediti mooring, malo bolj podrobno, a ne, in kaj jaz zdaj naredim. Imaš v bistvu dva štrika. Na enem štriku, se pravi ena vrv, je gor v bistvu sider. Ta zadeva gre od spredi. Navaden štrik, vrv, se pa vzadi zapne v rinko ali pa nekaj, da drži, no, samo toliko, da imate to rešen. Jaz to naredim, preden grem, se pravi, da ne rabim pol v vodo skakati, pa ga pripenjati, pa tako naprej, a ne. Jaz to že zdaj sicer pripet tukaj v zadnji, če vidite, imam narejen tale tovor, no, mislim tovor. Tole prikolica jetski, ampak bo vsem še nekaj prostora, da ga jaz tukaj posidram, lepo vmes. In v bistvu ni nič nobena taka umetnost, ni tukaj sam moraš ga v bistvu zavezati. Ta štrik bo pol na koncu samo zato mišljen, da ga potegneš lepo na obalo in da v bistvu ti drži linijo. Zakaj? Ravno zaradi tega, da ti ne izgubi, se pravi, da ti sider ne popusti, a ne? Če ti ga lepo držiš na liniji, je manj šans, da ti spusti sider, a ne? Evo, to je to. Kar se tiče, spredi imaš v premcu, imaš tako luknjo, mislim luknjo, pa govorim. V spredi v premcu imaš pa tako rinko, isto, na katero pol vežeš sider. To tudi narediš že zdaj, da, ko se pol spustiš nazaj, imaš v bistvu zadevo rešeno in ga sam še zasidraš. In ko skočiš v vodo, ga potegneš na obalo in je zadeva rešena. In s tem zadnjim štrikam, ki je v bistvu na krmi, ne. Zdaj naredim tako, da se štrika je fino imeti, tako bom rekel, nekih 20 metrov je sigurno fajn imeti. Zakaj? Zato, ker da ga ne našponaš preveč, da ti ne dviguje sidra. Rab imeti, se pravi, sider rab imeti svoj določen distanco, no. Distanco mora imeti, da lepo ga zasidreš. Se bom pokazal, zdaj dobro. Evo, samo spredi tole naredim in da ga zavežem. Evo, zadeva je vezana, a ne. Upam, da vse vozle verjetno znate, a ne, če ne si lahko pomagate s kakšnimi karabini. Za vodne skuterje je tudi to dost. Nič, v glavnem, stvar je zdaj taka, da evo, sider si tudi že naštimaš, si ga lepo odpneš, zaklenaš. Zaklenaš in je pripravljen za uporabo. Fino je najdeti skalnat teren, da ga res dobro prime, a ne. Evo, tole zdaj to zgleda. In gremo zdaj v bistvu v rikverc. V rikverc zasidrali smo štrik že prej, oziroma zasidrali smo, zvezali smo ga že prej jeta, zdaj pa samo vlečeš toliko, da ga našponaš, ne. In spustiš noter cel štrik, ne sme ti biti nič škoda, a ne. Zdaj gre cel noter in ga vlečemo na rikverc. Evo, še kar se vlečem na rikverc, na rikverc, na rikverc, dokler ga ne zašpona. Evo,
Evo ga, cak, zataknil ga je. Jet je kompletno zašponan. Še poglej, tukaj le držim rikvarc in ne gre nikamor. In zdaj pa, ko si že čist na rikvarc, evo, zašponaš še z mašino. Fertik del. Iz krme štrik potegneš na obalo in zadeva je zaključena. Samo še na obali ga lepo vežeš na neko skalo ali drevo in potem je stvar zaključena. Tako da, če zdaj poenostavimo zadevo, bo treba tale štrik sam še nesti na obalo in je stvar fertik del. Evo, takole tole gre. Glej, zdaj je to fajn pomot, ker imam tukaj le platformico, a ne? Prišlo je lepo dol, caka in tale štrik potegnemo na obalo. V tem primeru, ki ga imamo tukaj le danes izmalim, se pravi, morje bo meren. Vedno pogledaš vindija in vse te stvari, iz kere strani ti tudi piha veter, da ti ga res ne prematava preveč. Tako da jaz v tem primeru dele, evo, majčkeno se mi je zavozlo, a ne? Ampak ni nič strašnega. V redu je mali. Takole. In evo, v tem primeru tukajle ga samo našponaš, poglej, kako lepo stoji, samo našponaš ga okrog tele skale. Okrog tele skale narediš tole zadevo in to je mooring. S tem privezom narediš jeta, čovan, karkoli narediš s tem, si v bistvu čist zmagal. Zatakneš od spodaj pod kamen, greš okrog kamna in ti zdaj lepo špona. In tukaj ti ga ne more nič, v bistvu, lej, ta kamen je še zelo tako narejen, da gre od spodaj in nima kaj biti. Našponaš lepo nazaj. Jaz ga sicer mečkam še skrajšam štrik, da ga takole parkrat ga daš okrog štrika in zadeva je s tem tudi zaključena. Vodni skuter je zvezan za nočne divje in midva sta pripravljena, a je tako? Evo, družba, zdaj pa tako, midva sta se v bistvu izkrcala na tole prelepo plažo. Naravna senčka je nekaj največ vredenega. Mali, evo, on je že najdel v bistvu spot za visečo mrežo. Da bi on visečo mrežo si toliko želi postaviti in jo bo danes postavila. Evo, tukajle ima pa danes midva tak en lušten plec, ki bo tudi stal naš šotor in direkt zjutraj, ki se zbudiš, gledaš proti Cresu direktno. Cres, Krk, Kraljevica. Cres, Krk, tam dol je pa že reka. Pa že Kraljevica je tam. In tukaj, lej, tu je zdaj danes čisto ena taka luštna ena plaža, ki so jo tukaj najdla na divje in jaz mislim, da tole je fenomenalno. Jaz pa mislim, da bom spal v viseči mreži. Evo, prišel je čas viseče mreže in zdajle si mali zaželel, da jo midva tukaj napelava. Zdaj mora najdeti sam take ta prave drevje, a ne? A te z drevesa le zdaj? Tole. Dela! To je to, ta je prvi del. In to mora tako napeljati, dele, da bo imela razgled. Da je to, a? Jaz mislim, da je tole hudo. Bom rekel, chill vibe na Krku. Ja, Mirko, tele mi neki praska, ki je poglav. Kaj je to? Ta trava. Lale veliki. Praska, ki je poglav. Bo, da bo. Zjutraj, ko bomo oči odprli, ne, pogledaš takole, lej, tole bo naš pogled. Delo pa ne bo kavica.
ker sem pozabil doma džezvo za kavo kuhati. Oziroma kafetjero sem pozabil doma, a ne. To je pa najhujš, kar se meni lahko zgodi skoraj, ne. Res, raje tošelj pozabil doma, kakor pa to, a ne, ker zdaj takle nikjer ne moreš to kupiti, a ne. Če ne greš res ne vem kam, a ne. In zdaj ne vem, kva imam brez džezve, a ne. Brez džezve sem jaz, ka... Ne vem. Ne vem, kva ne rečem, lej. Vse sem si prištimal. Kuharček sem si vzel, kavico sem si vzel, šalca, voda, ni da ni, sam kafetjere, nimam, da lahko kavico naredim. Žalost živa, joj. Kafetjere. Kaj je kafetjera? Za kuhati kavo. A zdaj ne boš? Ja, sem že bolj šole, a ne. Tale mali, a ne moj, je dal meni idejo, da lahko skuham, se pravi, kavo v tej lešalčki. Pa še bomo zažgali, ne, ampak kofe pa bo. Mava kofe. Imaš kofe. Samo veš kva, ne. Toliko je noter te usedline, ki je mletje preštiman glih za kafetjero, a ne. Ampak Pa še polovijo vse. vseeno bo pasalo, lej. Vroče je pes. Ne vroče. Ja. Ful. Ampak Šalca tudi. bomo preživeli. Bolj slaba kava, kakor pa nobena kava je sprava, ne. Ker če ni kave, ni življenja. Ni življenja. Evo, zdaj so pa že tukaj na temule, na najini Sandek platformi. In sicer rekla sva, da gre vsaj majčkeno se potopiti na hitro, da vidva, če je kaj rib. A je tako? Ja, kaj me zdaj? Pa pojmo. Evo, družba, mi da imava že priprave in sicer na ribičijo. Zdajle Sicer ne veva, kaj bomo naredili. imava zdaj dve palce že lepo naštimane. V glavnem potopila sva se, rib neki res ni velika, ne, spet seš. Ni. In bova tamle bova šla na džeta, ki ga imava tamle vezanega, ki se vidi. In bova prav gor šla in bova lepo začela namatavati dol kruh. 2 kile kruha imava za nafutrati in upam, da bo. Jaz upam, da bo. Jaz zraven jedel. V glavnem zdajle tole preštimava, glej, naštimala sva za grunt, da bova lovila na grunt danes. Tako da, to je to. Zvečer, ko se bojo teli turisti malo odmaknili, mi da bova tukaj ostala na tej plaži, nafutrala bo ribe, pa se bova pa lotila fishinga, da videla, če bo kaj srečeno. Evo, Dan. naredila sva premikajoč svinc. Zalovit imava v bistvu vse prštiman zdaj. Zdaj bom pa povedal eno anekdoto, a ne, najino dogodivščino, ki sva jo doživela. Prišli so ribiči, tamle na Krku isto je bilo, in so lovili, toliko so kruha noter zmetali, da je ful rib so privabili, ne, ni da ni. Potem pa je bilo tako, da čisto so lovili tudi brez svinca, brez vsega, in to so prijemale urade, vse živo je prijemala, ne. A ne, Mark?
Je. V glavnem danes sva kupila 2 kile kruha, da probava mi da to isto zgodbo. A ne? Veš, ko mi da se neč noge ne spomnijo popolno. Ne, midva se nas... Gremo ponavljati. Midva se nas... Gremo. Mi se ne spomnimo nič novega in probava zdaj preverjeno zgodbo, preverjen sistem. Če bo kaj ratal. Preverva, če je to. Sam tam so bile ribe, veš, kakle jih ni, to je problem. Nova sva v ribiči in zdaj midva probava vse žive možne sisteme. A ne? Vem, da ste svetovali že polške, rakce, dagnje, kalamari so do zdaj bili še najboljši. Moram pa probati res te črve pa to, a ne? To še nisem probala. Črvi so nebeš. Črvi. V glavnem zdaj čakava, da se mečken odmaknejo ven iz zaliva tukaj, da mi lahko začneva pol futrati ribice, pa da jih začneva loviti, da vidim, kaj bo iz tega. Dobro je, ne? Krasno. Evo, družba. Evo, družba. Mini večerja iz vodne gladine. Na jet skiju. Sam jaz sem na jetu. Tako, pravilno. In zdaj le povej, kaj se pripravlja. Fishing night. Pripravlja se ribolov iz vodnega skuterja. Ja. Tukaj sva na sidru in dele bo tukaj okrog vse nakutrala ribe. Tam dol, ga bo itak se odnesel. Zdaj, evo namatala, pa bo pa trnk not matala, pa da vidimo, kaj prime danes. Ajde tako. A bo? Bo. Evo, se že dogaja. Mi smo v fishing modu. Že grabi, letom dol. Kormoranček, letom se že dogaja več. Že kormoran vrhaja, lej. Zdaj imam pa sekre, veš. Zdaj bolj je dol, no? Super, vrženo. Lahko, bolj je, sam tam v hrano meč. Sam tam kaj hrane. Zato, ker tam kaj nafutran, tam bo delal. Prilno, tam gre. Wow, požarla mi! No way! Tam reci, Pojdi ti. Je pa ne moram, če futram, no. Futramo ribice. Ne vrti se. Tole vrže me na vodo. Sem če potem. Okej? Kaj? Jej! Pa me vrni. Pa bom pa probal najti, okej? Spet sam nametavava, ribe futrava. Jaz zdaj malo džigam. Haska pa ni. Je pa lep sončni zahod, a ne mali? Ja. To, no, lek sem zapel, no. Greme si iskati. Nekama, no, prišnico. Ma, dej. To pa džig, rekel sem ti, da ne džigati. Pa smo zadžigali. Čau družba, zdaj vam bom pa pokazal, kako jaz mečem. Evo lej. Tole narediš kugelco, močeš malo nablažiš, spet narediš kugelco, poglejte. Kugelca. Ne moram verjeti, da sem rešil džig. Daj ti vas. In vzamem tole, tale trnk, evo lej. Pogledam, da ni zavožlan, ker pri meni skozi. Spet zavožlan, opala, se spet zapnem. Perfektno. Kaze. Ok, ni zapet. Zdaj, glejte trnk in jaz dam tole lepo bunkico, tlele gor. Izgleda takole, glejte. In pol primem ta trnk tukaj, ko ga držim, obrnem palco. Ne, ne. Evo, drug način metanja pri meni je pa
takle, lejte. Primam tukaj in čez kamero, primam in vržem. In jo vodi. Evo, potem, da se potopi, jo malo dam takole ven, lej, prijete. Takole ven. Takole spet zapnem in čakam. Daj, pogledaj. Evo, večerno kopanje je za nama. Zdaj pa hitro letiva še po tale tuš. Je kar mrz, a ne? Ja, mrz. Čakaj voda, zdaj ne vem, prej imela voda 27 stopinj. Ima pa 22. Ne, majhne, 26, 25 moraš še kar imeti. V glavnem, in tuš. Bo tamle sončni zahod, je pa prekrasen, poglej. Evo, draga družba, zdajle sta pa midva že stuširana in po večeri še nisva, kaj tako skozi malo pa pomalo grickava, a ne? Tako da sva rekla, da greva na en večerni razgled še. Večerni razgled je pa takole. Sončni zahod je šel že dol, midva pa v bistvu zdaj uživava v temule Golden Hourju. Golden Hour je še lepši, kot sončni zahod se meni zdi, tako da le to. Tlele se bo dala, pa bo uživala. A ne? Ja. Kaj ti povedal, danes je bil kar luštno, ne? Kaj misliš? Ja, zelo cool. Lovila sva, čeprav midva nikoli nič ne ujameva, zagnana sva pa zmer dobra, eko. Boriva se, tako da jaz mislim, da pol, ko bo enkrat začel grabati, bo res tudi grabal. Nahajava se pa takole, da poveva. Da bo imela Fish Finder, bo grabili. Fish Finder bo dala na džeta, jaz čutim, da bo to zelo malo, ker zdaj kar nekaj v prazno nametavava, ampak nič hudega, ne? Nabirava. Zadnjič smo res čisto v prazno nametavali. Danes smo že malo kruh metali, pa ga odnesli, pa so tam pograbili, pa smo pol kaj vrgli palcev. Ja. To je bil že pol fish. Grabili ribe, sam zagrabila ni tako, kot bi mogla. Zagrabili so le kruh, niso pa zagrabili. Futrale sva jih, no, tako da jaz upam, če bojo pogoji v redu, se bom jaz jutri majčkeno še potopil, pa bova malo trenirala s harpuno, a ne. Ko je na sidru, ko je toliko časa že tam, bo prespal, tale pa mogoče pa to res tam ljudi da, tako da ta bo siguren šel ven, noter bo pa ostal pa prespal. Absolutno bolj kamerina. Evo, družba, dobro jutro. Midva sva že v akciji, a ne? In sicer kuha se prva jutranja kavica, samo še za eno kavico danes jo je ostalo. Ko pa nisem nič ujela, pa to imava pa danes krofe, burek, pa tako naprej. Ta je zate. Ta je zate. Krov. Krov, poštan krov. Tako da stvar je taka, a ne, da nič, zdajle zajtrk, pogra pa mečkam probat loviti s harpuno, jaz se bom malo potopil, če ne drugega, da saj malo povadam na tarčo, na flašo. Greja pogledati, če kaj ritno. Včeraj sva futrala, ni bilo neki ful, tako da zdaj klep ni tako ljudi, bova probala sreča. Eto. Evo naju, videla sem pripravljena na kaj? Na potop. Zdaj le greva. Jedem že dole. Pridite nara. Evo, gremo.
Fabio! Ja. Evo, ujeli smo eno. Sicer malo manjša, ampak je. Še kakšne dve, pa bo žarček. Evo, družba, ratal nam je ujet. Eno mini ribico smo ujela. Mini špara so ujela, ponavadi res to nastrelam, ker ni najbolj etično, a ne? Zaradi tega, ker riba mora biti vsaj od 500 gramov pa naprej, da se jo splača, a ne? Ta je bila pa toliko v bistvu bliz. Sprožil sem je 20 strelov, pa nič, tako da zdajle sem jo pa zadev in to je prvi tak ulov in tega si treba zapomniti, pravo. Ja, Treba se zapomniti. V glavnem, to je bil en tak trening, jedli bomo pa spet sami iz restauracije zaenkrat. Ne, jedli bomo pa hrenovke v testu. Ja, greva na hrenovke v testu, senčka hiter, da pridem mečkam k sebi. In to je to. Zgodba gre naprej. A ne? Dobar je bilo. Dobro je bilo. Mija sva spet heavy loaded. To je moja ribica. Ta malo je ribo vzel za spomin. Ne vem, jo bomo nagačali, pojedali jo tako na omo. A ne? Ja. Povoj, da te je pičila osa. Ja, sem tih osa. Tukaj naprej. V glavnem, treba je sam mirkati, da hrano zapirate, pogledate te stvari, a ne? Mija sta pa kar zagrabila, etko. Ja. V glavnem, pazljivo, zdajle je sezona teh kos, une pa itak na cukor letijo. Tukaj je že Že greja mi ta. V glavnem, najina pot naja pa že zanaša, le mečkan je v bistvu ratal oblačen, neka nevihtica se zna celo obetati. Tako da sva rekla, da bova pospravila, pičiva proti avtu, naloživa ven, pol pa... Ne zavudite videa, danes so poslik kurijera. V glavnem, stvar je taka, da bo šla nekam na sladoled, pol malo pa danes pa McDonald's. Grejo v akcijo. Grejo ladjo posnet. V glavnem, družba, akcija. Zaliva! O, družba! Lep pozdrav. Pa še kako je res. V glavnem, dež se je dobil sred vode, a ne? Kar je ena vihta. Prišla smo v dež, Prišla smo v dež, ja, tako. In spet nevihta, ki ni bilo na Vindiju, a ne, tako da na Vindiju je kazalo vse super, vse prav, a ne, nobene nevihte, nekjer sonček, vse ni da ni. Tako da v bistvu stvar je pa zdaj taka, da sem naložila, pospravila vse skupaj. Tudi moja Dori. V glavnem, moj prvi ulov je Marko vzel za domov. Se pravi, tako sem že rekel, a ne, ponavadi res nastrelam teh rib pa tega, a ne. Tukaj je moja Dori. Danes, evo, ta bo za spomin. V glavnem, to je prva nastreljena riba, ki jo je meni ratal zadeta, ne. Sploh, družba, res, to unka to še ni probo, a ne. Pa še to se bo posral. Unka to ni probo, draga družba, a ne. To je toliko težko, toliko zahtevno, da je to Pa tudi dober, dobesedno. nerealnega, a ne. Sam je dober. Hudo je. Doživetje. Res je doživetje. In zdaj treniram apnejo, da bom lahko zdržal dal pod vodo, a ne. Ker... Zdaj gre delati izpit nekaj zaraz. Tako, se potapljača. Nima zdaj veze. Ta video pride, kam pride. Zdajle pa bom midva povedala, da sva se fino imela, naredila sva eno noč na divje, sprobala sva najin jet teh. Jet teh prikolico. Zelo dobra. Meni se ta platforma zdi fenomenalna. To je pa res urejen svojega denarja, pa zraven še 200 litrska torba z... Torba, kadaš lahko vse noč od kampiranja zdaj. Noro, Zdaj imate res. noč za kampiranje. Zdaj v bistvu sestavljava sistem za najbolj luksuzen jetski kampiranje, kar je možno, ne. Tako da, evo,
Nič, to je to za enkrat, a ne? Zdaj pa se zagledamo naprej. V Meku. Tako da, jaz zdaj pa omekam mitva, to na raba posneta, ne, da nam bom svinec sadila. Tako da zdaj družba, naročite se na kanal, pritisnite super thanks, Unix, ste res legende. Like. Tako boste podprli kanal, da bo rastel. Hvala vsem, ki nas podpirate na YouTube kanalu, v komentarjih, pa lajkate video. Tako, pomeni nama veliko, ampak zgodbe bo sam še gremo na gor, naredili bomo čim več norih zgodb in to je to, pa praviš. Ja. V glavnem družba, hvala, ker ste bili z nama. Pa v komentarje, če bi kdo kdaj šel zraven. A v zgodbo, a? V zgodbo. Zanimivo, Da mogoče pa gremo res. loviti, pa se dobimo kdaj, pa gremo loviti. Akcija. Ajde družba, lej, vsega. Ajde, Ciao. čau.